Impol letos praznuje 200. obletnico delovanja. Častitljiv jubilej so obeležili z več prireditvami. V četrtek 23. oktobra so v prostorih podjetja pripravili slavnostni dogodek za svoje poslovne partnerje. To je dogodek za naše poslovne partnerje, za vse tiste, s katerimi uspešno že sodelujemo precej let. Na eni strani imamo dobavitelje, na drugi strani imamo kupce, pa na tretji strani vse tiste, ki pač tako ali drugače podpirajo poslovanje naše družbe. Kaj bomo povedali? Predstavili bomo strategijo, ki jo imamo do leta 2030. Povedali, da smo zanesljiv partner bil sedaj in da bomo tudi v prihodnosti. Strategijo prilagajamo trendom, ki se v tem trenutku dogajajo v Evropski uniji. Na eni strani razmišljamo o trajnostnem razvoju in pa okolju, varovanju okolja, na drugi strani avtomatizacija, digitalizacija, pa kaj je s tem povezano. Razmišljamo tudi o politični situaciji, ki je, se pravi carine ZDA, izguba trga v Rusiji, velik pritisk strani kitajskih in pa turških dobaviteljev. Skupina Impol je trge v ZDA bolj ali manj izgubila, 50% carine so previsoke in nimamo seveda take marže v cenah, tako da tega trga ni več. Priložnost iščemo seveda na vseh ostalih trgih, ki pač obstajajo. Na slavnostni prireditvi so zbrane nagovorili tudi generalni direktor Evropske aluminij zveze Pol Vos, državni sekretar Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport Dejan Židan, župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar in predsednik uprave podjetja Talum Marko Drobnič. Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal je ob tej priložnosti podjetju Impol izročila posebno priznanje Gospodarske zbornice. Organizatorji so izvedli tudi omizje, na katerem so sodelovali mladi raziskovalci Impola, glasbena šola Slovenska Bistrica pa je ob obletnici podjetja pripravila naslednjo pesem.